V sredo je na osnovni šoli Olge Meglič potekala prireditev v okviru projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Nastopilo je 17 učenk in učencev njihove šole. V polfinale pa sta se uvrstili Ema Sautor in Kaja Rutar. Prireditve Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo družba Radio Tednik Ptuj pripravlja v sodelovanju z občinami in osnovnimi šolami Spodnjega Podravja. Projekt so zasnovali z namenom spodbujanja petja slovenskih pesmi in razvijanja mladih potencialov. Ko smo razmišljali, na kakšen način otrokom obogatiti njihov vsakdan, in smo iskali različne vrste, oblik in možnosti, prišli do ene ideje, da v bistvu pomagamo staršem, pedagogom oblikovati vsak dan teh mladih nadobudnežev na način, da se zapoje tudi kakšna pesem. Otroci v bistvu preveč prepevajo angleške, tuje pesmi in prišli smo na to idejo, da nekako spodbudimo tudi naša družba v tem okolju na vseh spodnjepodravskih šolah, osnovnih šolah in seveda skupaj z njihovimi občinami naredimo to prekrasno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Radiu Ptuj so izbrali glasbene podlage slovenskih glasbenih izvajalcev, med katerimi so si otroci lahko sami izbrali, katero pesem bodo prepevali. Na nekaterih šolah so naredili tudi krajši predizbor, potem se odločili, potem na vsaki šoli poteka ta prireditev. Na to izberemo na vsaki šoli po 1 do 2 najboljša, ki se potem uvrstijo v polfinale, ki bo že prvi, že naslednji teden, to je v sredo 19. v Juršincih, 26. v Podlehniku. Otroci so na občinstvo prenesli veliko pozitivne energije in dobre volje. Nastopali bomo Aljo Brazil in zato, ker nam je pesem všeč in se zabavamo pri njej, ko jo pojemo. Jaz nastopam Maček Muri, odločila sem se, ker mi je všeč ta pesem. Mi bomo imeli Kekčevo pesem, zato ker nam je všeč. Ja. Pa ker je najlažja. Rada pojem, pesem me veseli, pa da bi imela čim večje možnosti za zmago. Komisijo so tokrat sestavljali tonski mojster Radia Ptuj Borut Horvat, Dejan Majcen, predstavnik mestne občine Ptuj in predstavnica šole Renata Debeljak. Vokal predvsem ocenjujemo tudi nastopanje, samozavest, predvsem pa tudi talent. Največ točk je zbrala Kaja Rutar. Izbrala sem Vem jo kala bom od Maje Oderlap. Sem pa prišla, da bi pokazala svoj talent, ki ga imam. V družbi Radio Tednik Ptuj si bodo prizadevali, da bo prireditev postala tradicionalna. Bi želel tudi, da se vsi poistovetimo z poslanstvom te prireditve, ki je ohranjanje, kot sem dejal, slovenskega jezika in pa mladim dati nekaj več, nekaj lepšega, nekaj, kar jih obogati in kar jih dela boljše ljudi. Finale, kjer se bodo predstavili najboljši pevci osnovnih šol Spodnjega Podravja, bo 23. decembra v osnovni šoli Ljudski vrt.